Pomlad je čas za obrezovanje grmovnic, ki so ravno kar ocvetele. Med njimi vsi poznamo forzicijo, potem so to vrbe, razni viburnumi, japonske kutine. Obrezovanje je zelo pomembno, ne samo zaradi izgleda rastline, ampak tudi s tem rastlino pomlajujemo, ji pač krošnji damo prostor, poleg tega nam bo rastlina drugo leto bolj cvetela. Sedaj vam bom kar pokazala nekaj primerov pravilnega obrezovanja. Pa pojdimo. Pred sabo imamo forzicijo, vsem znano rastlino, z svojimi rumenimi cvetovi nas je razveseljevala cel marec, nekje že začetku aprila. Za forzicijo je zelo značilno, oziroma dobro vedeti, da ko kupimo rastlino, je prve 2-3 leta ne obrezujemo. Forzicija je zelo pomembno, da se reže čim bolj na široko. Odstranila bom suhe veje, skrajšala, da dobimo lepšo obliko. Nič se bati rezati, zato ker forzicija bo vam cvetela na teh pogankih, ki bojo letos zrasli. Tukaj, mogoče se sedaj ne vidi, ampak to bo pognalo in drugo leto bo na vseh vejah novi rumeni cvetki. Tukaj jih še nekaj vidimo. Forzicija je rastlina oziroma grmovnica, ki ni občutljiva, lahko jo imamo cel dan na soncu, lahko tudi v polsenčni legi uspeva, posebne nege res ne potrebuje, lahko jo pa celo uporabljamo tudi za žive meje. Tudi viburnum je grmovnica, ki vam zraste nekje do 1,5 do 2 metra višine. Imamo jo pa zaradi tega zelo radi, ker cveti pred olistanjem in to že kar po zimi. Začne cveteti nekje februarja meseca, ima take lepe, roza, kobulaste cvetove. Tukaj se še vidi ostanki, ker je že pač zdaj že listka dobiva cvetovi, so že počasi odmirajo. Uporabljamo je pa kot solitrno rastlino lahko, to pomeni, da je nekje sama, da pride do izraza, ali je pa damo v skupino po 3, pa nam potem tvori pač lepšo skupino. Tudi viburnum obrežemo takoj po cvetenju, ker cvetove tvori na pogankih, ki bojo letos zrasli. Zato jo skrajšamo. Pri vseh grmovnicah je pa zanimivo, da tudi zračimo, ne režemo samo vrhe, ampak tudi notranjost rastline. Sicer mi tukaj že kar obrezana, jo bomo pa samo prikrajšali. Z obrezovanjem ne da rastlini samo damo zračnost, obliko, ampak je tudi pomlajujemo, zato da nam potem bolj gosto in vsako leto lepše cveti. Pred nami je povešava vrba, sicer to ni čisto tipična povešava vrba, kot je poznamo, je malo še kravžljasta, to pomeni, da so veje zvite, niso čisto ravne. Tole vrbo uporabljamo seveda kot solitrno rastlino, zgodaj spomladi, pred olistanjem, ima na vejah take lepe mačice in ko mačice odcvetijo, moramo spet vrbo obrezati, to marsikdo ne ve, ampak je zelo pametno, da se to napravi zaradi tega, ker bo drugo leto dosti več mačic imela. Če pa mi kar puščamo, da ona raste, se zelo zgosti, mačic je pa vsako leto manj.
Zato je skrajšamo kar na 15 cm tele vejce, pa spet se nič bati, zato ker od teh vse bo to pognalo in na teh pogankih bojo drugo leto popolno mačice. Fajn je, da je tudi po sredini, razredčimo, damo rastlini prostor, zračnost, da se krošnja ne zgosti preveč. Suhe veje odrežemo stran. Marsikdo ima na vrtu povešajočo vrbo, ki ima zelo dolge veje, celo do tal. In je gosta liste in ogromno listov, ima mačic pa nič. In to ravno zaradi tega, ker jih veje ne skrajšujemo. Tako, zdaj sicer malo čudno izgleda, ampak že čez kak mesec bo se spet ozelenila in bo pognala nove vejce. Pred sabo imam pa bezeg, okrasni, z rdečimi listi in roza cvetovi. Sicer bezeg se ne obrezuje zgodaj spomladi, ampak navadno po cvetenju, ker cveti potem šele junija meseca. Rada bi vam pa samo pokazala, kaj obrežemo spomladi. Tukaj imamo eno vejico, ki nam na žalost ni odgnala. Zato jo odstranimo, ker je suho. Drugo pa pustimo, ker na koncu vseh teh pogankov se nam bo junija meseca, konec maja, v začetku junija, razvili taki lepi kobulasti roza cvetovi, ki so okrasni. Poleg tega jih lahko uporabimo tudi za čaj. Bezeg, tale črni bezeg, raste na soncu, rad ima zelo sončno lego, cel dan za sonce po njemu sije. Tudi kot solitarna rastlina ali pa v skupinah. Tudi nekateri jih sicer uporabljajo za žive meje, ampak ga ne priporočamo tako. Ker se približujejo topli dnevi, vroči in topli dnevi, bi vas rada spomnila, da ne pozabimo zalivati rastlin, grmovnic, še posebej tiste, ki smo jih letos posadili. Ravno tako nekje po enem mesecu, ko si jih posadimo, je zelo dobro tudi, če jih pognojimo. To so bili naši prvi nasveti, hkrati vas vabimo k ogledu naslednji mesec, kjer bomo obrezovali že oblikovane rastline.